Moram dati više. Majke sem. Vsem vam lahko ustrežem, o tem vam bojo pa drugi, ko gre za znižanje. Za glavo, na primer. Gospod Golobič, lahko začnemo? Povejte mi, ta udeležba je sicer majhna, je legitimna, a je tudi reprezentativna? Ta udeležba sporoča zelo veliko stvari in ta zgodovinsko nizek odziv ljudi pomeni, da ne gre samo za neodziv, ampak gre tudi za negativen odziv. Namreč, doslej so se referendumi gibali v povprečju, če odmislimo izjeme, kot je na primer glasovanje v Evropski uniji, med 25 in 32-33 odstotki. Tu gre kljub vsemu za neko sporočilo in to sporočilo je nedvoumno. Politika ni opravila svojega dela in ko politika ne opravi svoje delo, volivci to vrne na način, da povedo, da niso pripravljeni sprejeti gnilega jajca, če ne tako rečem, v svoje naročje, ampak odbijajo žogico nazaj. Žogica je odbita nazaj in ta hip je mogoče ugotoviti nedvoumno, da ta referendum, če mu sploh lahko tako na koncu rečemo, praktično z ničemer ni olajšal sprejemanja zakonodaje, ki jo mora sprejeti državni zbor. Mi želimo sprejeti to zakonodajo, bomo sodelovali pri njenem sprejemanju v novem mandatu, ocenjujemo, da je v začetku leta 2009 mogoče skleniti tisto vsebinsko razpravo, ki je zdaj v tem letošnjem letu manjkala. Pričakujemo pa, da ne bodo ti rezultati takšni, kot so, zlorabljeni zdaj preko poletja za neke rokohitrske poskuse izsiljevanja v državnem zboru, kar zadeva naših poslank in poslancev, bojo glasovali proti zakonom, ki bi bili pripravljeni na tak način in brez upoštevanja tako tega sporočila referenduma, kot tudi zahtev stroke, da je potrebno dati odgovore na ključna vprašanja, pristojnostih, financiranju, o lastnih virih financiranja tudi po Evropski listini, lokalni samoupravi in drugih vprašanjih, ki so vsa najmanj toliko pomembna kot želje, kje bi kdo rad imel pokrajino. Tako da resna debata, ki predstoji, si lahko samo želimo, da ne bodo ti rezultati zlorabljeni za to, da bi jo otežili. Se s tem kaže to, da so ljudje bolj naklonjeni levici ali desnici? Lahko to te rezultati povejo? Ne bi želel špekulirati, je pa dejstvo, da sta v zadnjem letu dni dva referenduma bila v Sloveniji izvedena, ki sta oba doživela močno podporo vlade. Zanimivo je, da ta zadnji referendum celo ni bil predlagan strani vlade, čeprav je vlada nastopala kot glavni motor volilne kampanje, tudi sporno z vidika zakona o volilni kampanji. Predlagala ga je skupina poslank in poslancev vladajočih strank. Ampak tako ta referendum kot referendum o zavarovalnici Triglav, ki se je zgodil istočasno s predsedniškimi volitvami, je tako rekoč plebiscitarno odrekel tej vladi ta pravi pristop. Se mi zdi, da pri obeh referendumih ni šlo toliko za vsebinsko zavrnitev, zato da na primer na tem referendumu jaz nisem pozval na neudeležbo, pa tudi ne na udeležbo, ampak ljudem prepustil, da sami po svoji vesti, po svoji razsodnosti, ki jo, kot vidimo, nedvoumno imajo, se odločijo, kaj bodo storili, ali bodo glasovali proti temu načinu, s tem, da ne bodo šli na referendum, ali bodo dali neveljavno glasovnico, ali proti karkoli želijo. In ljudje so, bom rekel, tu bili nedvoumni, ampak v obeh teh referendumah mislim, da je v osnovi se zavrnilo pristop vlade, to aroganco, ta poskus, da se ljudi na nek način prinese okoli, da se jih instrumentalizira za neke politične cilje. In to mora dati misliti politiki na eni strani, po drugi strani pa je to mogoče razumeti kot pričakovanje, zahtevo, da bodo jesenske volitve oziroma akterji na jesenskih volitvah pokazali željo, pripravljeno znanje po drugačnem pristopu in da se v Sloveniji res obeta sprememba. Stranka zares prispeva k tej spremembi, želimo biti del te spremembe in bomo vse svoje napore v prihodnjih mesecih posvetili temu. Velik del volilnega telesa v bistvu ni vedelo, zakaj gre na referendum. Kdo je za to kriv? Jaz mislim, da je sam referendum bil zastavljen, da to sploh ni bilo v ospredju. Šlo je pravzaprav za, kot sem omenil prej, poskus pridobitve podpore
za mačka v žaklju, če ne tako rečem. Ne? In ljudje so čutili, da so v tej, da so, rekel, imajo vlogo šahovskih figur kmetov v tuji partiji šaha. In so rekli, tega se ne gremo. V velikem izrazitem številu, največjem doslej. Skratka, referendum je izjemno resna institucija. Mi v stranki zares razmišljamo o tem, da bi po volitvah v nekem paketu ustavno-pravnih sprememb in reform, poleg volilnega sistema, poleg zakona o volilni kampanji, tudi referendumsko odločanje spremenili, da bi razmislili o tem, da bi se politiki odvzelo veselje do igračkanja s tako resnim instrumentom, da bi se za nek pozitiven izid zahteval nek kvorum, neko udeležbo, da bi se po drugi strani tudi referendume koncentriralo na enkratni dogodek v letu, ko se izvede več referendumov, da se tako nesmiselni stroški, kot je današnji in pravzaprav aktivacija take števila ljudi po vsej Sloveniji, ne dogaja samo zato, ker se neki stranki zdi, da je to koristi v volilni kampanji in da škodi drugim, ker očitno je šlo samo za to računico, ampak, kot sem že prej rekel, krčmar pri tej računici so volivke in volivci in te so danes zelo jasno izrazili svojo razočaranje in zavračanje takšne politike. Je kriv za tako majhno udeležbo in morda kriv tudi poziv bojkotu referenduma? Poglejte, samo ljubljanski župan je pozval k bojkotu. To bi se lahko odrazilo v mestni občini Ljubljana. Mislim, da ni mogoče iz tega poziva sklepati na tako generalno zavračanje tega referenduma oziroma tistega, kar se je poskušalo skozi ta referendum doseči po vsej Sloveniji. Tudi sicer v Ljubljani ni bila, po številu se ni najmanj ljudi udeležilo, se je solidno število ljudi udeležilo, daleč največ v osrednjeslovenski predvideni regiji in tam je tudi referendum bil v resnici referendum. Tam so imeli o čem odločiti in so se zelo veliki večini odločili proti temu predlogu. Skratka, ljudje želijo, če so povprašeni o čem, imeti zelo jasno predočeno, o čem odločajo in kakšne bodo posledici. In na točki, kjer so to vedeli, so se jasno izrekli. Ponekod, na primer na Koroški, je izjemno visoka podpora za ustanovitev Koroške pokrajine, ampak tam obstaja konsens. Nobene dileme ni, da Koroška kot neka izjema dobi svojo pokrajino. O tem je konsens tudi v državnem zboru, zato je tam tak referendum odveč. In so se ljudje tam izrekali ne o tem referendumu, ampak samo potrdili voljo, ki tam obstaja, da Koroška svojo neko novo razvojno priložnost dobi strnjena, zaokrožena v novi Koroški pokrajini. Še zadnje vprašanje, za koga navijate na Evropskem prvenstvu? Navijal sem za oranžne, kako naj rečem, kar je logično, do včerajšnjega dne in žal mi je, da so se poslovili, ampak prikazali so dobro igro in na koncu je to tisto, kar šteje. Hvala.